Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Glasba nas spremlja na vsakem koraku. Nekateri poslušajo klasično glasbo, drugi pop glasbo, spet drugi rock glasbo. Pa ste se že kdaj vprašali, zakaj imamo glasbene zvrsti in kaj to sploh so? Če bi radi izvedeli več o tem, ostanite z nami, saj bomo danes vse to spoznali z gospod Tjašo Lešnik. Lepo pozdravljeni v studiu. Lep pozdrav tudi vam, vsi Mišmaševci. Ljudje se med seboj razlikujemo, saj imamo radi različne stvari. In tako je tudi pri glasbi. Vsak ima rad drugačno zvrst glasbe. Kaj pa sploh so glasbene zvrsti? Glasbene zvrsti so pravzaprav različne vrste glasbe, ki so se razvile predvsem v 20. stoletju in jih imenujemo popularna glasba. Razlikujejo pa se predvsem po zasedbah, se pravi glasbenih zasedbah, po času, v katerem so nastale, in po glasbi in vsebini pesmic, torej, ki jo izvajalci izvajajo. Koliko glasbenih zvrsti pa poznamo? Ogromno glasbenih zvrsti poznamo, poleg tega pa imajo te glasbene zvrsti še podzvrsti. Če jih nekaj recimo naštejem, začnem z džezom, bluzom, rockom, popom, disko glasbo, tehno glasbo, hip-hop, narodno-zabavna glasba in še bi lahko naštevala. Pa najbolje, da kar začnemo s poznavanjem posamezne glasbene zvrsti. Najprej bi lahko spoznali klasično glasbo. Kaj je za njo značilno? Tako je. O klasični glasbi težko govorimo kot o glasbeni zvrsti. Bolj pravilno je, da uporabimo pojem klasična glasba. To pa zato, ker zajema vsa stilna obdobja od renesanse dalje do 20. stoletja, se pravi od 16. stoletja. In vsako to glasbeno obdobje ima svoje značilnosti in lastnosti. Pa se klasična glasba danes še sploh izvaja? Seveda se izvaja, vsakodnevno se izvaja. Tudi Mišmaševci, ki obiskujejo glasbeno šolo, jo izvajajo, vadijo, poslušajo. Poleg tega v večjih mestih vsakodnevno nudijo koncerte klasične glasbe v velikih dvoranah, opernih hišah in tako naprej. Ponavadi igrajo klasično glasbo na inštrumente, pa se lahko tudi poje? Ja, klasično glasbo lahko tudi pojemo. Prav začetek klasične glasbe, se pravi v 16. stoletju, pa še prej v zgodnji klasiki, so skladatelji pisali predvsem glasbo za pevske zbore. Se pravi, da lahko klasično glasbo tudi pojemo. Klasična glasba pa ni vsem tako blizu, zato je prav, da ji prisluhnemo. Danes bomo z gospod Tjašo Lešnik skupaj pokukali v zakladnico glasbenih zvrsti. Tako torej zveni klasična glasba. Naslednja glasbena zvrst, ki jo bomo spoznali, pa je blues. Kaj je torej značilno za blues? Najprej naj mogoče omenim, da so blues začeli izvajati
sužnji, in sicer na jugu Amerike, ker so si s prepevanjem pesmi nekako olajšali trpljenje, ki so ga vsakodnevno doživljali, največkrat ob pobiranju in obdelovanju polbombaža. In sprva so bile to čisto preproste pesmi, ki so jih spremljali le s kitarami, ker so bili drugi inštrumenti, kot je na primer klavir, za njih predragi. Torej se blues igra samo na kitaro? Blues se danes ne igra samo na kitaro, velikokrat ga slišimo izvajati tudi na pihala, trobila in na druge inštrumente. Mogoče od pihal izpostavim saksofon, ki je zelo popularen tudi v džezovski glasbi in pa kasneje tudi recimo v rock glasbi, o kateri se bomo pogovarjali. Kateri pa so najbolj prepoznavni umetniki blues skladbe? Najprej bi mogoče omenila Erika Claptona, mogoče kateri od Mišmaševcev zanj že slišal, potem je Janis Joplin, Blind Blake in še bi lahko naštevala. Pa najbolje, da si kar pogledamo in prisluhnemo, kako zveni blues. I sing for Georgia, oh Georgia, the heart is true. This whole sweet song keep Georgia on my mind. Oh, Georgia, oh, my Georgia, and the song of you, the song comes as sweet and clear as moonlight through the night. Tole je bil blues, iz katerega se je kasneje razvil jazz. Kako in kje je prišlo do tega? Jazz se je začel razvijati ob koncu 19. stoletja, konkretno lahko omenim New Orleans, ko so začeli vojaškim in pa plesnim godbam dodajati afriške in karibske ritme. Tako je nastal recimo jazz, ki je kasneje postal tudi oziroma je mešanica bluza, ki smo ga pravkar slišali in se o njem pogovarjali, in ragtima. Tako da je to ena velika mešanica glasbena, jazz. Torej, približno 80 let so se razvijali različni slogi jazza. Jih lahko nekaj naštejete? Dixieland jazz, cool jazz, free jazz, swing, latino jazz, kombo in tako naprej. Kaj pa so glavne značilnosti, ki jih imajo vsi ti slogi? Za vse sloge oziroma vrste jazza je značilna improvizacija. To pomeni, da so si glasbeniki, če čisto preprosto povem, izmišljevali nove ritme oziroma melodije. To je igranje brez vnaprejšnje priprave. In pa močno poudarjen ritem, velik poudarek je torej na ritmu, ki pa nastane zaradi ritmične posebnosti. Mišmaševci, ki so glasbeniki, bodo to vedeli. To je sinkopa, pri kateri gre za prenos poudarka iz poudarjene na nepoudarjeno dobo. Katere inštrumente pa lahko vidimo v džezovski glasbi? Spet bi izpostavila pihala, trobila, se pravi saksofon, trobenta, pozavna, potem klarinet, seveda ritem, bobni, klavir, kitare, kontrabas in pa seveda vokal oziroma glas. Pa je med izvajalci morda kakšen, ki je sinonim za džezovsko glasbo? Mogoče bi omenila Scotta Joplina med začetniki, potem pa Louisa Armstronga, Dukea Ellingtona, Charlieja Parkerja in tako naprej. Najbolje, da kar prisluhnemo, kako zveni jazz.
je bil jazz. Če pa damo skupaj ameriško, afriško, evropsko in jamajško glasbo, pa dobimo reggae. Iz kod izhaja ime za to glasbeno zvrst? Sama beseda izhaja, sklepamo iz dveh pojmov. Prvi pojem je regular, kar pomeni enakomeren ritem, ki je značilen za reggae. Ampak zopet gre za poudarjanje, se pravi za ritem. Pri ritmu sta poudarjeni druga in četrta doba. Drugi pomen besede pa naj bi izhajal iz besede Jaha. To je bil kralj neba, ki so ga glasbeniki z reggaejem častili. Prebrala sem, da so reggae na začetku izvajali revni ljudje. Ali je to res? Drži. Tako kot smo prej govorili o bluzu, tudi jazzu in reggaeju lahko povemo, da so ga najprej izvajali revni ljudje, kasneje pa se je razvil in preplavil cel svet. Kaj pa je značilno zanj? Za reggae je torej značilno, kot sem povedala, enakomerno izvajanje ritma in pa buru bobnanje, to je afriško bobnanje. Seveda pa je v standardni reggae zasedbi zanimivo to, da so vedno prisotne elektronske orgle. Je Bob Marley alfa in omega v skupini izvajalcev reggaeja? Ja, tako. Bob Marley velja za sinonim reggae glasbe. In njegove pesmi imajo zelo močno sporočilo, saj je želel poudariti svobodo, enotnost in pravice med ljudmi. Pa kar prisluhnimo, kako zveni reggae. Dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Mlada luna, jaz in ti, mami trava, ki tiši. V glavi rock'n'roll, ko te šlatam tam bolj dol. Da si me želiš, govorijo ti oči. Gremo na konca in naprej, dober veva, kdo bo prej. Bej, potipej ga čim prej. Potipej, ta, moj nor utrip srca. Dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Ti si kraljica, jaz pa kralj, midva sva najboljši par. Zato pa dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Saj z nama se igra ta ljubezen magična. Ljubezen magična. Občutek ena A, čista uživancija. Lebdiva zdaj zares, še mal više od nebes. Na vse strani neba, ta signal pošiljava. Ljubezen je vodilo, ko dopojno je mamilo. Dej, potipej ga čim prej. Potipej, ta, moj nor utrip srca. Dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Ti si kraljica, jaz pa kralj, midva sva najboljši par. Zato pa dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Saj z nama se igra ta ljubezen magična. Ljubezen magična. Dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Ti si kraljica, jaz pa kralj, midva sva najboljši par. Zato pa dejva zdaj mi dva, uživat kar se da. Saj z nama se igra ta ljubezen magična. Ljubezen magična.
Iz jamajške glasbe pa nazaj v Ameriko, kjer je nastal rock. Po čem lahko prepoznamo to zvrst glasbe? Najprej bi povedala, da je rock med vsemi zvrstmi najbolj razširjena zvrst popularne glasbe. Razvil se je v Ameriki po drugi svetovni vojni. Ima veliko podzvrsti, vsem pa je skupno, torej so skupni bobni, močno poudarjen ritem in pa kitare. Torej vsem so značilne kitare in pa bobni, vsem zvrstem in vrstam rocka. Pa lahko tudi pri rockovski glasbi vidimo pihala in trobila? Seveda, od začetka so bila kar močno zastopana pihala, trobila. Vse do danes so malo usahnila, jih je malo manj, ampak še vedno najdemo, slišimo in zasledimo saksofon, se pravi predstavnika pihal. Omenili ste, da imamo veliko podzvrsti rocka, pa se med seboj razlikujejo? Seveda se med seboj razlikujejo glede na posamezne zasedbe, spet vsebine, pesmi, ampak tako kot sva povedali, vsem pa je skupno ritem, se pravi močno poudarjen ritem, ki ga dosežemo s tolkali in pa kitare. Električne ritem, kitare in tako naprej. Slišala sem, da se je rock razširil po vsem svetu in postal najpopularnejša glasbena zvrst. Ali tudi danes velja za bolj popularne? Moje osebno mnenje je, da še vedno rock prevladuje. To pa tudi zato, ker ga najdemo v drugih zvrsteh, ker je to zelo širok pojem oziroma široka glasbena zvrst, ki je kombinirana tudi z drugimi, recimo pop rock. Potem najdemo mešanico tudi rock in narodno-zabavne glasbe, kot bomo kasneje slišali in o tem tudi govorili. Skratka, v vseh ostalih zvrsteh najdemo neke značilnosti rock glasbe lahko. Poznamo pa zelo veliko skupin, ki izvajajo rock glasbo. Katera pa velja za najpomembnejšo ali pa najvplivnejšo? Moram povedati, da sem po literaturi iskala, katera bi bila od začetnih skupin, ki bi imela vpliv tudi na vse naslednje, pa je zelo težko, ker je v vsaki podzvrsti nek predstavnik, ki je lider, vodja te zvrsti, ampak omenila bi zagotovo skupino The Beatles, za katero so mogoče mišmašovci že slišali ali pa vsaj njihovi starši, potem Elvis Presley, Led Zeppelin je bila skupina, ki je bila zelo popularna, potem recimo Bon Jovija bi omenila, pred kratkim je imel koncert blizu nas v Celovcu, avstrijskem, zelo popularen rocker, še vedno, skratka veliko jih je. Mislim, da je prav, da prisluhnemo, kako zveni rockovska glasba, potem pa bomo izvedeli o nekaj značilnosti še v drugih glasbenih zvrsteh. Vidim nebo, ti si del neba, slišim srce, si del srca. Nisi premalo, nisi preveč, ti si pač ti, to je več. Vidim nebo, ti si del neba, slišim srce, si del srca. Nisi premalo, nisi preveč, pač ti, to je nekaj več. S tabo je tako preprosto, enostavno in zabavno. Si ljubezen, ki kar traja, si ljubezen, ki ostaja. Je lepo, ko je življenje potovanje, presegaš moje sanje. Vidim nebo, ti si del neba, slišim srce, si del srca. Nisi premalo, nisi preveč, ti si pač ti, to je več. Vidim nebo, ti si del neba, slišim srce, si del srca. Nisi premalo, nisi preveč. V današnji oddaji spoznavamo različne glasbene zvrsti in naslednja, ki jo bomo spoznali, je metal. Enkrat sem nekje prebrala tole. Izmed vseh podzvrsti rocka metal najbolj poseže v skrajnosti. Kaj to pomeni?
Torej, metal se je razvil v 60. in 70. letih in sicer iz hard rocka. Glede skrajnosti bi mogoče lahko omenili ta močan in glasen, v narekovaj, bom rekla, težek zvok tolkal, se pravi bobnov in pa kitar. V nekatere skrajnosti gredo tudi vsebine pesmi, potem vemo, da imajo metalci tudi svoj način oblačenja, obnašanja in tako nekako se obnašajo tudi poslušalci oziroma njihovi oboževalci. Mogoče v tem smislu skrajnost. Kateri inštrumenti pa sestavljajo tipično metalsko zasedbo? Torej, tipično metalsko zasedbo sestavlja bobnar, basist, ritem kitarist, glavni kitarist, ki je ponavadi tudi pevec, in za metal so značilni tudi daljši kitarski soli. Če smo na kakšnem koncertu metal glasbe, vidimo na odrih ponavadi fante. Pa lahko to zvrst glasbe izvajajo tudi dekleta? Seveda, lahko tudi dekleta izvajajo to zvrst glasbe. Mogoče jih vidimo na koncertnih odrih malo manj pogosto kot fante, ampak tudi dekleta izvajajo metal glasbo. Velikokrat sem že slišala za glasbeno skupino Metallica. Po imenu sklepam, da je povezana z metalom. Je to res? Ja, oni so nekako začetniki torej glasbene zvrsti metal. Prebrala sem, da so prodali 250 milijonov plošč, kar pomeni po vsem svetu, da imamo kar dosti metalcev tudi po celem svetu. Kaj pa je bolj priljubljeno, rock ali metal? Tako kot sem že prej omenila, je rock zelo, zelo razširjen in tudi v metal glasbi najdemo značilnosti oziroma je to vrste rocka. Tako da je to zelo težko zatrditi ali eno ali drugo. Jaz bi mogoče rekla, da nasplošno rock ja, ampak tudi metal ni za izvzetno. Mogoče moje mnenje še vedno prevladuje oziroma je popularnejša rock glasba kot taka. Pa kar prisluhnimo, kako zveni metal. Tole je bil metal, zelo popularna pa je tudi pop glasba. Iz katerih glasbenih zvrsti se je razvila? Pop glasba se je razvila iz plesne glasbe, iz regija, hip-hopa in pa spet omenjamo rock. V kateri državi pa se je razvila? Okoli leta 1950 v Veliki Britaniji z prvo fantovsko oziroma boj zasedbo in pa v Ameriki. Kaj pa je značilno za pop? Za pop je seveda poleg značilne, tipične zasedbe, če jo mogoče omenim, torej električna kitara, bas kitara, vokal, akustična kitara, bobni, klavir oziroma sintetizator, pravilno slovensko pogovorno uporabljamo besedo synthesizer. To je ena taka tipična zasedba za pop glasbo. Poleg tega pop glasbo največkrat izvajajo, recimo, vsaj začetek je bil tak, boy bandi. Ni bilo pomembno samo to, da lepo in pravilno poješ, ampak je bil zelo pomemben tudi izgled in del tega se je ohranilo vse do danes. Torej se v pop glasbi pojavljajo podobni inštrumenti kot pri rocku in metalu? Tako, tako. Ker, tako kot smo povedali, pop izvira tudi iz rocka in pop in rock sta zelo, zelo tesno povezani glasbeni zvrsti.
V vsaki pop skupini je seveda, kot ste že omenili, tudi pevec. O čem pa govorijo ponavadi besedila pesmi? Če bi zelo natančno poslušali več izvajalcev, solistov ali bendov, bi ugotovili, da največ pesmi govorijo o ljubezni. Bodi si hvalnice ljubezni ali objokovanje izgub, žalost in tako naprej partnerja oziroma ljubezni. Vsi smo že kdaj slišali za popularno pop glasbeno skupino ABBA. Ali lahko poveste kaj več o njej? Leta 1974 se je ABBA predstavila na Eurosongu in takrat so zmagali z pesmijo Waterloo. Skupina je delovala do leta 1982, takrat je potem razpadla oziroma so vsi člani nadaljevali solistične kariere. Ta skupina ABBA je torej nek sinonim za pop glasbo. Samo ime skupine ABBA pa so začetnice njihovih imen. Tudi pri nas imamo veliko glasbenikov, ki izvajajo pop glasbo. Prisluhnimo ji. Pod noč ustaviš se in stopiš proti meni. Ne veš, da vidim te v odsevu mokrih trav. Še luna se smeji, ko iščeš me v temi. Za košček pravljice v svojo noč me vzemi. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Pustiš mi, da sem jaz, ko ognji dogorijo. Pustiš mi žar srca, da znova se rodijo. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Iz pop glasbe pa še na zadnjo zvrst narodno-zabavno glasbo. Kako se je razvila? Narodno-zabavna glasba se je pravzaprav razvila iz ljudske pesmi, seveda ob spremljavi glasbil, tako da je narodno-zabavna glasba v osnovi bila ljudsko obarvana glasba. Kasneje pa in pa danes so ji seveda in dodajajo pa elemente popa in tudi rocka, ampak v osnovi je narodno-zabavna ljudska glasba, spremljavi inštrumentov. V katerih državah pa je razširjena? Poleg Slovenije je razširjena še v Avstriji, Nemčiji, Italiji,
na Češkem in pa v delu Hrvaške, se pravi Hrvaško Zagorje. Slišala sem, da pri narodno-zabavni glasbi prevladujeta dva ritma, polka in valček. Kaj to pomeni? Valček je napisan v tridobnem taktovskem načinu, se pravi, da je poudarjena prva, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Pri polki pa jo igramo oziroma pojemo na 2 in 4. 1, 2, 1, 2 oziroma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tako da razlika je v ritmu in poudarkih. S to glasbo pa je tesno povezana diatonična harmonika ali, kot ji pogovorno rečemo, frajtonarca. Katere inštrumente pa še najdemo v ansamblih? Poleg harmonike najdemo torej še kitaro obvezno, bariton oziroma bas kitaro. Če pa imamo kvintet zasedbo, kar pomeni 5 glasbenikov, ne 3, sta zraven še klarinet in pa trobenta. Glasbeniki v ansamblih so ponavadi oblečeni v prav posebna oblačila. Mislim, da se jim reče narodne noše. Zakaj imajo to? Tako, narodne noše, po novem pa naj bi se uporabljala beseda kostum. Z narodno nošo, pri nas v Sloveniji vemo, da ima vsaka pokrajina svojo narodno nošo, ampak najbolj tipična slovenska je gorenjska narodna noša. Glasbenik poudarja, bomo rekli, pripadnost narodu, narodnost, a ne? Zagotovo pa sta najbolj prepoznavna predstavnika narodno-zabavne glasbe Slavko Avsenik in Lojze Slak. Verjamem, da ste že vsi slišali za pesem Na Golici, pa ji dajmo še vseeno prisluhniti. Danes smo spoznali značilnosti le nekaterih glasbenih zvrsti, saj jih sicer poznamo še zelo veliko. Pri metalu in narodno-zabavni glasbi sva že malo omenjali oblačila. Torej so glasbeniki oblečeni drugače, glede na to, katero glasbeno zvrst izvajajo? Tako, glasbeniki so oblečeni drugače, glede na to, kakšno glasbeno zvrst izvajajo. Narodna noša pri narodno-zabavni glasbi, recimo za metal glasbo in rockerje so značilna temna, črna oblačila, mogoče kakšne debelejše ogrlice, piercingi, temen make-up. Če pogledamo naše, pa tudi tuje pop pevke, jih vidimo lepo urejene, v oblekcah, kiklicah, make-upu. Skratka, je tudi način oblačenja pomemben oziroma značilen za posamezne glasbene zvrsti. Na koncert klasične glasbe glasbenik pride svečano oblečen v dolgih oblekah, fantje oziroma gospodje v metuljčkih, frakih. Skratka, je pomemben tudi stil oblačenja. Ali je poslušanje določene glasbene zvrsti pogojena s starostjo? Zelo zanimivo vprašanje. Morda bi bilo to vprašanje primernejše za kakšnega starejšega poslušalca, ki je bil v mladosti rocker, ali je ostal vse do, bomo rekli, starosti rocker, ali je morda potem glasbeni okus spremenil. Mislim pa, da je zelo pomembno, da spoštujemo vse glasbene zvrsti, vsak pa ima pravico si ustvariti in
svoj okus in poslušati tisto, kar njemu ustreza. Katera glasbena zvrst pa je vam najbolj všeč? Moram reči, da poslušam kar različne glasbene zvrsti. Od džeza, potem tudi klasično glasbo, rock glasbo, pop glasbo, skratka vsega po malem. Najlepša hvala za današnji obisk v studiu in za vse zanimive informacije, ki ste jih delili z nami. Hvala za povabilo tudi vam in Mišmaševci. En lep pozdrav in uživajte v poslušanju glasbe. Tako, verjamem, da ste se vsi danes naučili kaj novega o glasbi. Glasba je univerzalni jezik, zato ni pomembno, v katerem jeziku se izvaja. Bodite lepo in se nam pridružite znova prihodnji petek ob 18. uri. Zvečer, ko narava se vsa umiri in že k počitku odhaja, se iz daljave napev oglasi, naju povabil gosti. S teboj napotim se v toplo poletno noč, s teboj z roko v roki odidem na ples pojoč, s teboj rad bi rajal do jutra in pesmi pel, s teboj kot nikoli doslej iz srca vesel. Piši in vrti se z mano nocoj, prvi plesalec sem tvoj. Piši in vrti se z mano nocoj, prvi plesalec sem tvoj. S teboj napotim se v toplo poletno noč, s teboj z roko v roki odidem na ples pojoč, s teboj rad bi rajal do jutra in pesmi pel.